Če je to drži, potem to gre za pritisk na direktno kadrovanje, kar predsednik vlade nima pooblastil. Je bilo to res ali ne? Še enkrat, če bi to bilo res, potem bi pričakoval, da mi to gospod Lindav v svojem poročilu, ker nanj se lahko vrši pritisk, ne pa na ministrico. Pogovor. Če se jaz ne morem pogovarjati z ministri, kaj pol počnem na vladi? A sem jaz za marioneto in za lutko? Mislim, tle je popolno ne, gre tukaj za to, da ste vi tisti, vi ste tisti, ki usmerja delo vlado, ministrov, daje politična navodila in tako naprej. Tako je, ministrov. In to ne more biti politični pritisk. Kdorkoli od ministrov. Ne, se ona je razumela kot politični pritisk, da ste vi pritiskali, da mora Lindav izpolniti določeno očiščenje, kar ste zdaj vi itak zanikali, da bi postal generalni direktor. Tukaj je ona rekla, da gre za politični pritisk in bom ponovil še enkrat. Zdaj ste 3 stvari izmešali, ker niso resnične. Povem še enkrat. Program depolitizacije policije sta pripravila Lindav in Bobnar. V trenutku, ko smo se pogovarjali o mandatu, še ni bil izpolnjen. In to je bilo moje vprašanje. Kdaj bo program, ki sta sama pripravila, izpolnjen? Niste pa zahtevali, da ukrepate, pa ta del končava, pa greva naprej preko delovnopravne zakonodaje. Koga sta imela v programu, vprašajte njiju. Ker ta program nisem sestavljal jaz.